Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bom nadaljevala temo o stilih navezanosti in bom govorila o preokupirani navezanosti. Preokupirana navezanost je izraz za ljubim za oba. Preprosto povedano, tako močno te ljubim, da brez tebe ne morem. Želim si s tabo, ne predstavljam si življenja brez tebe. Želim se zliti s tabo. Midva skupaj sva eno, midva dihava skupaj, misliva skupaj, delava skupaj, živiva skupaj, midva sva eno. In preokupiran stil navezanosti oziroma ljubim za oba je tudi najbolj boleč stil navezanosti, zato ker to redko kdaj uspe. V nas, v ženski, ki preokupirano ljubi oziroma ki ljubi za oba, ni preveč ljubezni. V tej ženski je premalo ljubezni. In ne glede na to, kako se tole zdajle čudno sliši, ta ženska nima dovolj ljubezni v sebi in zato jo išče od zunaj. Od zunaj pa ljudje nam ne morejo dati ljubezni, zato ker se ta ljubezen nima kje shraniti, ta ljubezen nima kje biti. In to ljubezen, ki mi dobimo od zunaj, je približno tako, kot da bi padla, da bi šla v nas je neka črna luknja brez dna in ta ljubezen pade v to črno luknjo in se razblini. In zaradi tega ženske, ki preveč ljubijo, ženske, ki ljubijo za dva, oziroma ženske s preokupirano navezanostjo, hlastajo po ljubezni, hlastajo po pozornosti, hlastajo po imej me rad, hlastajo po hočem biti s tabo, ne morem brez tebe. In ta strah, to pomanjkanje ljubezni v njej, je tako močno v nezavednem, da ima občutek, da če ljubezni ne bo imela, bo umrla, se bo razblinila, je ne bo več. Odsotnost osebe povzroči v nezavednem smrtni strah. In zato je preokupirana navezanost oziroma navezanost ljubim za oba tako močno boleča. In k meni pridejo ženske in mi pravijo, da neskončno boli, da pojma nimam, kako boli, da se mi ne sanja, kako boli. In jaz ti rečem, obrni se vase, ozri se vase, poišči to, ne morem, me ne zanima, je njeno sporočilo, govori pa mi, ne vem, zakaj je šel, ne vem, zakaj to dela, ne vem, zakaj se tako obnaša, ne vem, zakaj mi ne more ustreči, ne vem, zakaj mu moram vedno znova in znova povedati, ne vem, zakaj me ne posluša, ne razumem ga, poglej, kakšen je, zakaj mi to dela, če bi bil dober, tega ne bi delal, pošast je, zverina je, ni normalen. In iz njenega vidika je on, ta oseba, ki njej lahko prinese olajšanje, ki njej lahko prinese mirno in ljubeče ljubezensko razmerje, ki v njej lahko povzroči notranji mir. Ampak temu ni tako. Ni tako tudi takrat, ko je najbolj lepo. In to je zelo visok vrh. Takrat, ko je najbolj lepo, se v najkrajšem možnem času ustvari, sliši, zgodi klik, sporočilo, misel, občutje. Zdaj bo nekaj narobe. Ponovno se sproži strah. Kdaj bo šel? Kaj bo narobe? Kaj, če me zapusti? Kaj, če ima drugo? Zakaj me ne ljubi? Kaj naj jaz naredim, da me bo imel bolj rad? In takrat se v ženski ponovno zbudi vihar, se ponovno zbudi vulkan. In nekaj časa lahko to zadržuje.
lahko postane pasivno-agresivna, lahko začne brskati po telefonu, preverjati, kje hodi, sprašvati prijateljce, če so ga kje videle, ga klicariti ob vseh mogočih urah, pošiljati sporočila in brati iz sporočil, ali je dovolj ljubeč, ali me ima dovolj rad. Ne more ženski, ki ljubi za oba, ne more nihče dopovedati, da jo ima rad. V njej je neprestan strah, neprestano pomankanje ljubezni in temelj je ljubezen do sebe. In zdaj smo tam, kako imeti rad sebe, tako da se obrnemo navznoter. Ampak navznoter ne moramo biti obrnjeni, ker tega nismo navajeni. Preokupirana navezanost se vzpostavi v prvih mesecih življenja, v prvih 2 letih življenja. Takrat, ko se more otrok uglasiti na svoje starše in ne, da bi se starši uglasili nanj. Takrat, ko otrok začne študirati, kako naj se obnaša, kaj naj naredi, kako naj misli, kako naj dela, da bo mama oziroma oče, da bosta zadovoljna, da ga bosta opazila. In mi se tako zgodnega otroštva ne spomnimo. In tega ne moramo predelati drugače, kakor na način, da mi poiščemo ta občutja preko teh občutij z notranjim otrokom, se pravi z vizualizacijo, s postopkom, ki je speljan do konca. Takrat se to v parih mesecih lahko spremeni do te stopnje, da odnos postane sprejemljiv, da partner neha bežati oziroma da izbere ženska partnerja, ki ji ustreza. Razlika med žensko, ki ljubi za oba, in žensko, ki malo manj ljubi za oba, je v tem, da bo ženska, ki močno ljubi za oba, izbrala partnerja, ki ji tega ne bo dal, zato ker ona rabi dramo, ona rabi dokaze. In dokaze more ona dobiti takrat, ko je težko. In težko je takrat, ko nam nekdo tega noče dati. In zaradi tega dobi tipa, ki preprosto ji tega ne bo nikoli dal. Oziroma, ki je tip, ki bi ga vsaki prijateljci odsvetovali. Ženska, ki ne ljubi tako močno za oba, pa bo dobila bistveno bolj čustveno uravnovešenega, stabilnega, pametnega moškega. Zato, ker rabi malo manj te ljubezni od odzunaj, ker jo delno daje že sebi. In takrat ne bo toliko viharjev, ne bo takih padcev, odklonov navzdol in tudi ne bo takih vrhov. Imela bo precej dela s sabo, zato ker ji bo to manjkalo, ker to je navajena od otroštva. In če ni tiste vzhičene ljubezni, če ni ob tistem vrhu, ko svet izgine, brez tega, njej se zdi, da to ni prava ljubezen, če to zgine. In počasi v nekem okolju varnosti se more ona naučiti, da je v nekem normalnem odnosu dovolj, če ona ve z manjšimi dokazi, z malenkostmi, da je ljubljena, da je slišana, da je pomembna, da je videna. Se pravi, nihče nas ne more rešiti od odzunaj, ne glede na to, kako boli. Ti ne veš, kako boli. Ne vem, ampak tudi če bi vedela, zato ni še nič drugače, zato nam druga oseba ni dolžna, ne more to odstraniti, to ublažiti. To lahko naredimo sami. In tukaj gre za to, ali bomo mi še naprej vztrajali na način
vztrajali v načinu, v nekem odnosu, ali bomo to spremenili in bomo rekli, jaz bom poskusila drugače, jaz moram nekaj narediti zdajle zase, tako ne gre več. Veste, po 20-25 letih tako ne gre več. In kar vam jaz polagam na srce, je to, da zberete to notranjo moč, da se pogovorite malo s sabo in se vprašate, kaj če ima Jana prav? Kaj, če jaz lahko pridem do ljubezni na drugačen način in ne na tak, kakršnega sem mislila do zdaj, da lahko pridem? Poskuste se povezati s sabo, poskuste se povezati s svojim srcem, predelajte rane preteklosti, poiščite vse tiste osamljene ženske, zavržene, nevredne, neslišane, nevidene in jih potolažte jih. Proces z notranjim otrokom mora biti speljan do konca. Na moji spletni strani, Facebook strani Čarobni odnos, v knjigi Čarobni odnos, individualno delam, skupine imam, predavanja, celo tečaj BEM metode imam narejen, ampak glejte, vi ste tisti, ki morate narediti prvi korak, vi ste tisti, ki se morate vprašati, ali imam dovolj, ali želim drugače. Jaz ne morem nič, jaz vam ne morem ničesar dati, če vi ne rečete, ok, bom poiskala in bom pogledala in se bom odločila. Jaz nisem edina rešiteljica na svetu, absolutno ne. Poiščite način, ki vam je pisan na kožo, poiščite način, ki vam odgovarja, poiščite nekoga, če ne morete sami, ki vam bo pomagal. En teden, en mesec, eno leto ali pa 10 let, saj sploh ni važno. Važno je to, da imate vi še pred sabo 40 let življenja, ki ga lahko preživite drugače. Imejte se radi, naročite se na moj YouTube kanal, delite prosim ta posnetek, mogoče po kakšni drugi ženski prišel prav. Kmalu se spet vidimo, slišimo, vesela sem, da me poslušate, da ste z mano. Imejte se radi in srečno. Čau, čau.